Po spletu čudnih okoliščin se nahajamo na letalu za mesto Beauvais, ki bo najnovca počna deska za Eiffel stolp. Zdaj pa že veste, kam smo namenjeni, pičeva v Pariz. Načinov, da pridete iz letališča Beauvais v Pariz je več. Eden najcenejših med njimi pa zagotovo vožnja z avtobusom. Za po Parizu pa svetujemo uporabo podzemne železnice, saj ima odlične povezave. Cena celodnevne vozovnice vas bo prišla le 7 evrov, kar je manj kot v Berlinu in Londonu. Najin prvi postanek je bila zelo glasna četrt Pigalle, ki velja za središče pariškega nočnega življenja. Ulice so polne erotičnih trgovin, v katerih boste zagotovo našli nekaj za popestritev v vaši spalnici. V kabareju Moulin Rouge pa si lahko napasete oči ob mičnih plesavkah Can-Cana. Če iščete ljubezen v Parizu, jo boste zagotovo našli na zidu, ki vam v več kot 200 jezikih sveta sporoča, da vas ima rad, tudi v našem. Sledil je vzpon na goro mučenikov. Montmartre je dom številnih umetnikov, ki vam bodo za nekaj evrov narisali portret. Na vrhu hriba stoji znamenita cerkev Sacré-Cœur, odkoder se vam bo odprl pogled na celoten Pariz. Če potujete v dvoje, pa lahko vašo večno zvestobo partnerju zaklenete s ključavnico ljubezni. Bivanje v Parizu ni poceni, zato se midva postelja v hostlu deliva skupaj. Zbudila smo se v deževen dan, zato bo današnji dan bila več ali manj v muzejih in teh je tukaj polno. Zagotovo vsi poznate muzej Louvre, v katerem se nahaja znamenita Da Vinčijeva Mona Lisa. Ker pa so bile karte razprodane že nekaj tednov naprej, so se sprijaznila z ogledom muzeja Orsay. Tukaj so shranjena dela velikanov impresionizma, kot so Monet, Renoir in Van Gogh. V muzeju pa si lahko ogledate tudi kopijo Whistlerjeve mame, saj je original uničil nihče drug kot Mr. Bean. Jesus, God, oh, Mary, Mother of Jesus, Jesus of Nazareth! Sledil je ogled galerije Vivienne, kjer si vsi tisti z debelejšo denarnico lahko privoščijo eleganten kos oblačila po zadnji pariški modi. Midva pa sva zadnje evre zapravila v priljubljenem nakupovalnem središču Lafayette, ki ga v tem času leta krasi ena najlepših novoletnih jelk, ki sva jih kadarkoli videla. Večerni sprehod preko Elizejskih poljan sva zaključila z ogledom slavoloka zmage. Okrožje Montparnasse je znano po svojem pokopališču, kjer so večni mir našli svetovni literati Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett in Guy de Maupassant. Nedaleč stran stoji Panteon, v katerem se nahajajo grobnice ljudi, ki so zaznamovali francosko zgodovino. Med drugimi počiva tukaj tudi Victor Hugo, ki je napisal znamenitega notredamskega zvonarja. Blizu muzeja Louvre vas čaka kraljeva palača, kjer se na dvorišču nahajajo črno-beli stebri, ki na družbenem omrežju Instagram veljajo za eno od vročih točk Pariza, kar zagotovo velja tudi za most Pont do Alexandre, ki sva ga ujela v odsevu luže. Sedež francoskega senata se nahaja v Luksemburški palači, ki jo krasijo rožni vrtovi, ki v toplejših mesecih pridejo zagotovo bolje do izraza. V bližini Eiffelovega stolpa sva naletela na zeleno stavbo, ki jo krasi vertikalni vrt francoskega botanika Patrika Blanca. Ob koncu 19. stoletja je bil postavljen simbol Pariza. Z več kot 300 metrov višine je Eiffelov stolp do leta 1930 veljal za najvišjo zgradbo na svetu. Letno ga obišče več kot 7 milijonov ljudi, zato se boste gneči na fotogeničnih točkah, kot je ulica Rue de l'Université, težko izognili. Najino perspektivo tega železnega velikana sva našla preko reke Sene, kjer sva imela ljubi mir pred množico turistov. Za konec potovanja po Parizu pa še malo nočne akcije. Podzemne so nehale voziti se ure 2 po noč. Zdaj iščeva nočni avtobus, da se bova zapeljala do letališča. Uspešno sva ujela letalo in občudovala sončni vzhod iz zraka. 3-dnevni obisk Pariza naj je stal 350 evrov na osebo. Kljub dejstvu, da Žiga lahko preživi dan zgolj ob vrečki Haribo bombonov, sama nisem trpela lakote in sem okušala dobrote francoske kulinarike, kjer ne gre brez sira,
slaščic in rogljičkov. Salut!